delamo luknjo, da bomo bolj posadili lipo. V sklopu urbanih brazd, ki so programski sklop Evropske prestolnice kulture, smo danes v osnovni šoli Slave Klavora začeli z urejanjem učilnice v naravi. In sicer odločili smo se za 3 sadna drevesa, starih sort jabolk, kar vidimo tam, da je že en sklop, potem je en sklop sajenja slovenske lipe, da bojo učenci spoznavali uporabo lipe za čaje, in pa en sklop sajenje trte, kjer bomo sadili stare sorte oziroma avtohtone sorte trte, in sicer Jurko in pa Izabelo. To je pomembno zaradi tega, da učenci spoznavajo v bistvu tudi delo v naravi in pa da spoznavajo te pozabljene sorte, ki jih že zelo težko najdemo na trgovskih policah, da jih kupijo si sami za prehrano. Semenska knjižnica kot taka stremi k temu, da se ohrani pestrost vseh kulturnih rastlin, vključno z vsemi temi sadnimi drevesi, tako kot so jablane. Danes tukaj v tej učilnici na prostem z učenci osnovne šole Slava Klavora sadimo stare, visokodebeljne sorte, in sicer bobovec, mošancelj pa carjevič. Te sorte oziroma ohranitev teh sort je pomembna zaradi tega, ker v bistvu so to sorte, ko so lokalno prilagojene in ne rabijo umetnih gnojil, škropljenja, da dosežejo kvalitetne in visoke pridelke. Vključevanje otrok je pa pomembno že zaradi tega, da se dejansko otroci sami naučijo, da so del rešitve, ne pa del problema, pa da so bolj vpeti v ta naravni ciklus same pridelave kot tak, da vejo, odkot jabolko pride, da sami posadijo drevo, da vidijo, kako raste, da si lahko sami vzamejo plod in ga potem pač pojejo. In sicer pogledajte, tukaj je bavarski kivi. Ta se od navadnega kivija razlikuje po tem, da so njegove plodovi manjši, kot tudi seveda lahko se kar je direkt z rastline. Ni potrebno, da ga prej potrgamo in shranimo, da dozori. Nima lupine, kot smo že povedali. Tukaj tudi ni potrebno 2 parov, tako da je samoploden. To je zdaj posebnost tega kivija. Tukaj smo posadili Jurko. Tukaj tudi Jurko, rdeče sorte, tukaj pa rumeno Jurko. Jurka je rastlina, katere plodovi so lahko primerne za vino ali za sokove, lahko tudi za marmelade, so pa tudi primerne tako samo za hranjenje kar direkt z rastline.